Pričakoval sem, da nekdo drug kreira vsebino nacionalne televizije, ne da je to predsednik vlade. Odgovor je ne. Jaz sem vam danes, tudi v okviru map z gradiva, jasno pokazal, da je dokument v isti vsebini, kot je bil predložen v ponedeljek predsedujočemu na seji državnega zbora, bil že leta 94. Prostite, 94. leta. Če mi očitate, da sem že 94. leta naredil dokument, zato da ga bom leta 2008 lahko uporabil. Odgovor je ne. Ali potem vaš član Dejan Kaloh laže? Lahko. Dalje. Še to komentirate, samo če Dejan Kaloh laže, on vas je obtožil, da bi bil. To morate seveda njega vprašati tudi za razloge. Jaz sem pa povedal, da se aktualna vlada poslužuje mnogih pregrobih ukrepov in da se je žal začel v slovenski politiki vse prepogostokrat ljudje obračati na podlagi, naj si bo obljub, groženj ali materialnih vrednot. V slovenski politiki je samo 90 poslancev, teh ne sme biti podkupljivih. Jaz smo še eno vprašanje Ira Sedaj iz Pop TV-ja. Gospod Kaloh je zatrdil, da je vas slišal, ko ste se s kolegico pogovarjali, ta dokument bo lahko še dodatno diskreditiral Janša. Ali je to res? Mislim, da sem vam pravno kar odgovoril. To je dokument, ki ga je leta 1994 v okviru svojega delokroga imela že policija, imel državni zbor in tudi gospod Janez Janša sam priznava in pove, da je to en izmed dokumentov iz sklopa 13 označenih z Depale vasi. Torej vidimo, da tu pač nekaj ne gre skupaj. Jaz nisem in ne morem odgovarjati za določene pomanjkljivosti v logiki. Gospod Kaloh tudi trdi, da mu grozite člani stranke Lipa. Jaz verjamem, da marsikdo v današnjem času trdi marsikaj. Pravim pa, nikoli nihče ne bi smel zanemarjati vrednote načelnosti. Mene zanima, kako ste prišli do tega dokumenta? Prej sem povedal, da to ni edini dokument. Jaz sem teh dokumentov še kar nekaj. Kolikor bom želel ohraniti verodostojnost svojega vira, seveda vam mojega vira ne moram povedati. Tok sem jaz dolžen, da zaščitim svoj vir in na temu bom seveda tudi vztrajal. Je pa res, ko sem dokument predstavil državnemu zboru, sem naprej predsedujočega zaprosil, da kot inštitucija državnega zbora preveri autentičnost dokumenta iz leta 1994. Kako komentirate to, da niti v državnem zboru, niti na policiji, niti na tožilstvu, recimo v zadnjih parih urah niso uspeli potrditi, a sploh imajo ta dokument? Vlada nam Janez Janša. A te drugi dokumenti, ki pravite, da jih imate, se vsi nanašajo na vpletenost Janeza Janše v orožarski posli? Vsi orožarski posli, tretjič povem, so imeli v imenovalcu dve konstanti. Prvič je neraziskanost od A do Ž in drugič Janez Janša. Ali torej to pomeni, da vaš nekdanji član Dejan Kaloh dela za Janeza Janša, ste tako razumem? Ne vem, kako vi razumete. Jaz sem vam povedal, da se bojim negativne moči, ki jo ima Janez Janša in izkorišča. Me zanima, kdaj nameravate predstaviti te dokumente, če jih še imate? In prej ste govorili o tem, da so še drugi dokumenti, ki jih imajo ljudje doma, da ne se ne bojijo to predstaviti. Kakšni dokumenti so to in to jih ima? Torej, ljudje imajo doma dokumente vseh nepravilnosti, ki so se odvijale v zgodovini naše države. Jaz pa dokumente, ki jih imam, bom posredoval predsedniku državnega zbora. In kdaj lahko to pričakujemo? Kdaj lahko pričakujemo? Danes jutri. Samo še poveste za ime, kdo vam je delal vizualno podobo stranke? To ste me pa na leve noge dobili, jaz se pa ne ukvarjam z administracijo. Gre za mladoletno osebo? Poglejte, kakršnokoli namigovanje, jaz sem vam povedal, da dokument je iz leta 1994. Na karkoli boste seveda ciljali, je to seveda vaša pravica. Ne zdi se mi pa korektno, to je moja osebna ocena oziroma presoda do drugi, da se poskuša vpeljevati v zgodbo ne samo ljudi, ne samo posameznike, da se poskuša zgodbo vpeljati v tisto smer, ki gre izključno v prid predsedniku vlade in njegovim virom informacij in prenašalcem informacij. Gospodje, gospe, hvala lepa.